Se je svet prekucnil odločitvi, da bo Velika Britanija izstopila iz Evropske unije in da bo naslednji ameriški predsednik Donald Trump, sta negotovost nedvomno še povečali. Kaj narediti? Naj preprosto čakamo? Brexit in izid ameriških predsedniških volitev bo seveda imel za Evropsko unijo pomembne posledice, po mojem mnenju ne zgolj kratkoročne, temveč tudi srednjeročne. Tovrstni dogodki seveda povečujejo negotovost za vso Evropo. Menim pa, da je edini možen odziv pravzaprav vseh nas to, da smo tukaj pri naših odzivih umirjeni, enotni in pa seveda zelo, zelo homogeni, kar Evropa v svoji preteklosti seveda še ni uspela dokazati v tej meri, kot bi morala. Je spet ta evroskepticizem se poraja, ampak sem prepričan, da evropske države ne bodo znale odgovoriti na vse te izzive sodobnega sveta v okvirih nacionalnih držav, ampak da je nujnost, da se evropske države povezujemo, ker sicer nas ne bo. V tem svet več ni samo bipolaren, svet je multipolaren in če želimo igrati neko pomembno vlogo v tem svetu, zagotovo moramo biti povezani. Tako da jaz pričakujem, da bo Evropa močnejša jutri ali pojutrišnjem in večja. Slovenija svoje blagostanje ustvarja predvsem z izvozom. V kakšen svet bomo izvažali poslej? Kaj Brexit in Trump pomenita za denimo Nemčijo, Avstrijo, Italijo, Francijo? Pomenita Donald Trump in Brexit jadra v veter tistim politikom, ki se zavzemajo predvsem za protekcionizem? Že pred ne vem koliko leti sem bral članek v Rolling Stoneu dveh političnih analitikov ameriških, ki so govorili, da najboljši ameriški predsedniki so bili tisti, ki niso naredili nič. Ker takrat imaš ti stabilno okolje, ali je to pozitivno ali negativno, vsem, ker biznis se bo vedno prilagodil tistemu, kar je. In če se to spreminja, se težje temu prilagaja. Razni konflikti, vojne lahko močno vplivajo na to, ampak mislim, da se svet vseeno zaveda, da predvsem medsebojna menjava pa trgovina je tista stvar, ki jo rabimo, da bomo lahko bolj mirno živeli v prihodnosti. Da trgovina prosperira, rabi odprte meje in stabilnost. In ta dva dejavnika zadnji časi primanjkujejo. Kajti pomembno je, da ima družba vrednote in te vrednote je potrebno živeti in jih tudi zagovarjati. Potrebno je pa sprejemati raznolikost, vendar v obe smeri. To je pomemben dialog in ta dialog mora voditi v nek konsens in v neki napredek. Kajti v nekem dialogu je lahko napredek, dejansko pa ne sme voditi v neko nasprotno smer ali pa v politične razprtije. Nekoč je rekel en velik, visok funkcionar v prejšnjem sistemu, da imamo zelo trpežen delavski razred. Mislim, da to drži, imamo pa tudi zelo trpežen, ustvarjalen in trmast sloj menedžerjev. Mislim, da je to skrivnost našega uspeha in da bo to šlo tudi naprej tako. V Nemčiji so precej zaskrbljeni. Bi Donald Trump in Brexit lahko prinesla večje ovire za trgovanje ZDA oziroma Veliko Britanijo? Kaj bi to pomenilo za slovenski izvoz? Jasno je, da mi namreč izvažamo veliko v Nemčijo, ta pa naš izvoz prodaja naprej. Je pa dejstvo, da je slovensko gospodarstvo zelo povezano z Evropsko unijo, predvsem nekaterimi državami, ki pa so velike partnerice Velike Britanije. In z tega vidika sigurno je pomembno, da se najde rešitev za nek izstop Velike Britanije iz Evropske unije. Za Novo Kabo lahko rečem, da se tudi v kontekstu spremembe lastništva postajamo bolj mednarodna banka, internacionalna, z nekimi dodatnimi znanji, ki bomo lahko naša podjetja izvozna podprli tudi mednarodno, kar jih do sedaj nismo mogli v takšni meri. Vsa izvozna podjetja, ki so preživela kriza, so definitivno bolj odporna. To dokazujejo jasno vsi finančni pokazatelji. Šibke pa so še vedno na dve točke. Prva točka je koncentracija panogih, na kateri izvažajo. In to so v glavnem tri: mehanske naprave, električne naprave pa farmacija.
Ta druga točka je koncentracija trgov, na kateri izvažajo. 77% še vedno izvažajo v Evropsko unijo in ta trend je rastoče, 12% od leta 2009. Kjer izvoz na ostalih trgih pade in je padlo več kot 40% od leta 2009. Mislim, da je skrivnost uspeha v prilagajanju in inovacijah. Dober primer je vstop Generalija na slovenski zavarovalniški trg. Brez prilagajanja trgu, konkurenci in strankam nam ne bi uspelo. In seveda tudi brez inovacij ne. Zamrznem bonus, halo polica, prvi dve, ne edini in seveda tudi ne zadnji. Vse to je pripomoglo k temu, da je danes Generali zavarovalnica z najbolj zadovoljnimi strankami na trgu. In ne pozabimo na Rusijo. Lahko Donald Trump pozitivno vpliva na odnose med Evropsko unijo in Rusijo? Je mogoče kmalu računati na konec evropskih sankcij zoper to državo? Trump kot topel veter? Ko je ruski trg močno upadel, smo imeli kar nekaj problemov, da smo se iz tega izvili. Je pa seveda res, da vsi vodje, odnosno vsi direktorji danes skrbimo za to, da imamo čim bolj razpršene trge, da delamo na več trgih in s tem na nek način balansiramo tveganje. Politična tveganja vsekakor občutimo. To je nek zunanji dejavnik, ki mu kot slovenska podjetja težko sami sebi nasprotujemo oziroma plavamo proti toku. Poskušamo se najbolj prilagajati, kar pomeni, da bolj si zmanjša svojo izpostavljenost do določenih trgov oziroma tam, kjer pa vidimo dodatne priložnosti, pa povečati lastno prisotnost. Tak primer je vsekakor Rusija v tem trenutku. Na posameznih trgih, pa vsaj kar se slovenske industrije jekla tiče, se pa trgi odpirajo. Združene države Amerike, upamo na sklenitev prostocarinskega sporazuma s Kanado, med Evropsko unijo in Kanado, in to so pa potencialni novi trgi. In seveda tisto, kar je bistvo letošnje konference, je biti odprt. Je biti nekdo, ki v svojih miselnih procesih odpravlja barikade in kot posamezniki družbene skupine in tudi kot država lahko k temu precej prispevamo. Vprašanj je ničkoliko, odgovorov za zdaj ni veliko. Nekaj pa je jasno. Politična tveganja se poglabljajo, vse več bo treba brati in vselej biti na preži. Imeti odličen proizvod in ga znati prodati, to žal ni več dovolj.